Nažalost pa zadnje čase udeležba na volitvah spada v isto kategorijo kot odločitev, če bomo šli v nedeljo na izlet s kolesom. Ja, če bo lepo vreme, pa če se ga naš ata ne bo preveč napil. S tem, da če je pri volitvah lepo vreme, gremo mi še vedno raje na kolo. Večje vprašanje je torej, čemu se je slovenska javnost toliko ukvarjala s sestavo vlade? Jaz trdim, da gre tu za fenomen koncerta na Pohorju. Na ski opening decembra ni šel noben. Zakaj ni šel noben, smo se pa teden potem vsi pogovarjali. In isto je bilo pri vladi, isto, noben ni šel volit, ampak ko so pa bili izvoljeni, pa cela debata o tem, kako bo pa zdaj humorist vodil vlado. Ja, ko da je to res toliko slabše, če je FDV-jevec. Ampak nas tudi to ni ostalo, da ne bi mi do kolen v vodi pa s Karlovačkim v roki debatirali. Ti, kdo pa bo zdaj nov minister za kohezijo? Ne vem, jaz sem upam, da kdo sposoben. Čak, mi imamo ministrstvo za kohezijo. In pa tudi ne vem, čemu ta panika. To, kar imamo zdaj, je 13. vlada, ki smo jo Slovenci imeli v zadnjih 28 letih. V povprečju smo večkrat zamenjali vlado kot pa filter za napo. In po tolikih vladah bi se mi tudi lahko že navadili, da pač jih zelo redno menjavamo, pa da bo rjavc noter. Pa ne samo... Pa ne samo, ker letos, pa to je kadrovanje na vladi letos gledalo, kot da gledaš fuzbal tekmo s premalo igralci, res. In sedaj se javljamo v živo iz našega stadiona, kjer poročamo o novih premikih in pozicijah novega selektorja. Katičeva prihaja na obrambo, ki jo prepušča Erjavec. Erjavec se pa sam premika iz zunanjega na pozicijo obrambnega. Cerar za tokratno pozicijo in tokratni mandat prihaja iz pozicije centralnega napadalca, kamor pa se seli mladi up slovenske lokalne lige Šarec. Marjan Šarec. Res. Na klopi pa je žal ostal Bandelli, ki se je poškodoval v predtekmovalnem delu. In to bo zdaj kmalu, samo še par trenutkov nas loči in pisk. Da, dragi moji, začetek tekme, kakšna tekma bo to, ampak povem vam, močna verjetnost, da se bo končala že v polčasu ali pa celo prej, odvisno kakšen pritisk bojo vršili rumeno-modri. Res, in kakšna ekipa, gremo si skupaj, dajmo skupaj, Slovenija, Slovenija! In ja.